Tle bi mogoče citiral kar Sai Babo, ki so že Indijo prej omenila, pravi, the best guru is divine in you. Se pravi, najboljši učitelj je učitelj znotraj tebe, ne zunaj tebe. Ne? In to je recimo tisto glavno vodilo, da treba se vedno obrniti vase. Tudi ko rečete motivator, jaz sebe nekje ne vidim kot motivatorja, niti sem se videl kdaj, zaradi tega, ker so tukaj zelo subtilni principi delovanja in odvisno na katerem nivoju posameznika nekdo deluje. In recimo imate recimo prvi nivo ljudi, ali pa prva stopnja, ki je tudi v knjigi opisana, to so ljudje, ki so dejansko igrajo, ki so nekje predpražnik in smatrajo sebe za žrtev. In v tem primeru je zelo zanimiv pač nekdo kot motivator, recimo v smislu you can do it, ne, ti lahko to narediš, ne, in dejansko človeka premakne iz tiste žrtve v naslednjo stopnjo, da se postavi zase, se pravi, da začne verjeti, da zmore, da on ni žrtev, da tudi on lahko to naredi. To je recimo tiste osnovne stopnje. Recimo tisto, kar mene zanima, če majčkam preskočam, ker o temu bi res govorila lahko dneve, ne samo ure. Nova čas. Ne vem, če ga imamo toliko. V glavnem, in tiste naslednje stopnje, ki so pa meni bolj zanimive, je pa tisto, ne da človeka tisto kloftaš, motiviraš na odzunaj, ampak da je tista nežna energija srca, se pravi ne mentalna energija, ne besede, ne določene skakanje, tolčenje, ne vem, karkoli, zaznava določenih občutkov in tako naprej, ampak da dejansko človeka obrneš vase. Se pravi, da on znotraj sebe najde tisto pravo. Ker, a veste, ta princip recimo je, če ponovim, prva stopnja žrtev, ne? Se pravi, prva stopnja razvoja, ja, tukaj nekdo mora priti navzven in te motivirati in ti dokazati, da zmoreš, da si tudi ti, ampak to, kar sem prej že rekla, ti to zmoreš, you can do it, ne, to je še zelo daleč od tistega pravega. In dejansko, se pravi, prva stopnja je predpražnik, potem, kako delujemo ljudje na tej stopnji, se pravi, to je stopnja, ko dejansko mislimo, recimo, tukaj se jih večina ujame, tudi ljudi, ki gre v Indijo, razni duhovni učitelji, grejo k raznim duhovnim učiteljem, ker dejansko smatrajo, da bodo tako, ne vem, kot mati Tereza. Se pravi, oni sebe že vidijo, da so na pol razsvetljeni, ali pa že čist, ne? So pa v bistvu predpražnikče in še iščejo tisto svojo identiteto, tisto svojo pravo karizmo, ne? In dejansko predpražnik pomeni, da naredi vse za druge. Se pravi, ima nekje ljubezen do drugih, ampak nima tega do sebe. In dejansko kupuje ljubezen na ta način. In tako zgledajo ljudje, ki so vedno na razpolago, vedno pripravljeni pomagati, sicer tega zdaj ne smeva posplošati, ne? Ker so tle zelo subtilne ravni, ne? Ampak ljudje, ki radi pomagajo, so velikokrat tisto kupuje ljubezen, ker sami v sebi nimajo, kupujejo odobravanje. Govorim iz lastne izkušnje, ker sem odraščal v taki familiji. To je to. In potem dejansko v praksi ugotovijo, da tega na ta način ne dobijo, da ljudje izpade to tako, ker to še ni tista univerzalna resnica. Izpade, da so taki ljudje vedno izkoriščeni. In slej ko prej reče tak človek, reče tako, zdaj imam pa jaz tega dost. Skozi pomagam, dober sem, v svet vsi nekaj zaračunavajo, jaz delam brezplačno, sem čist brezpogojen, ampak zakaj zmeraj jaz, zakaj trpim v življenju, zakaj imam nesrečo, zakaj je moj otrok bolan, kako je to možen? In potem dejansko pride do stopnje, ko reče, se me ljudje sami izkoriščajo, to je brez veze. Jaz se ne grem več tega. Sosed je bil zdaj na Havajih, ima super avto, ima hišo, mi komaj se prebijemo, za položnice nima, zdaj pa jaz tega dost. Zdaj pa tudi jaz šel v podjetniške vode, zdaj pa jaz tudi zaslužil denar in to. No, to je ta faza, you can do it. In tle večina motivatorjev prebije do te faze. Torej, in človek se postavi vase, ampak tle je šele začetek. Človek se postavi zase, to je zelo naporno stanje. Primerja, potrjuje, dokazuje. Se pravi, jaz moram drugim dokazati, da sem vreden ljubezni, dokazati moram, kako bom dokazal v materialnem svetu, da imam denar, da sem slaven, da me spoštujejo in tako naprej. Ok, rekel sem, da je to naporen. Kaj se potem zgodi? Zgodi se, ker je ta faza toliko naporna, ta stopnja v življenju, da dejansko ali zgodi se dvoje. Prvič, ker izgubimo ponovadi prijatelja, ker reče, a tak je on. Skozi je bil prikrit, skozi je šel enega dobrodelništva, v bistvu ga je pa denar zanimal, zdaj ki pa dobil šanso, zdaj pa v bistvu, zdaj pa tak pa drugi, ne. Torej,
Tak človek zgubi svoje prijatelje in gre ali nazaj v predpražnik, se pravi, da pride pa reče, lej, sorry, ne vem, kva mi je bilo, lej, sem imel težko obdobje, kaj rabaš, lej, se ti z veseljem pomagal. Ker še en dan nazaj mu je rekel, kaj, da bom prišel zastonj k tebi delati, jaz tudi rabam denar, kaj s tabo? No, in potem pride nazaj in reče, lej, sej ni, ne vem, lej, Martina, ne vem, kaj mi je bilo, no. Lej, sej, kaj rabaš, ti sam povej, veš, da za tebe sem pa zmeraj razpravljal. To je, se pravi, zdrkno nazaj v tisto stopnjo 1. In tak človek bo spet rabil enega zunanjega motivatorja, recimo. Ali pa, da je ta človek iz stopnje 2 šel v stopnjo 3. Razvojno stopnjo, govorijo o razvojnih stopnjah. To je pa sproščanje napetosti, ker se je dokazoval, potrjeval, primerjal in hotel dokazati, da je najboljši, je to zelo naporen in utrujen. Tako vidimo recimo v prejšnjem sistemu, v socializmu, recimo so bili določeni gostilničarji, se pravi, ki so imeli svoje gostilne in so skozi garali od jutra do večera, ne? In potem so mladi rekli, lej, ta mama, pojta vidva majčka na dopust, no, lej, in sta jim kupila toplice, oziroma plačala toplice in vse sta jim dala, ne? In kaj se je zgodilo 14 dni recimo? One dva sta bila 2-3 dni v toplicah, nista več zdržala in sta prišla nazaj, pravi, mi da ne mora kar ležati, toliko je tega za narediti. Se pravi, bila sta v stopni sproščena napetost, se pravi trojki, v stopni 3, ampak nista zdržala in sta šla nazaj v stopnjo 2, zopet. Garat, ne? No, zdaj pa zelo pomemben. Tukaj je tista prelomnica, lahko bi rekel med duhovnim pa materialnim svetom. Simbolično govorim vse, ne? Zdaj pa lahko bi pa te dva človeka, oziroma te dve osebi, mož žena v tem primeru, šla pa v stopnjo 4, razvojno stopnjo 4. To pa pomeni obrat vase. Ko reče, lej, ko sem bil predpražnik, lej, so hodili po meni, brisali noge v mene, so me izkoriščali, to ni to. Potem sem se postavil zase, sem šel v podjetniške voze, sem se dokazoval, sem pač vse v tej smeri naredil. To je bilo tudi tako naporen, to je bilo trpljenje, ne želim trpeti. To ni smisel življenja v trpljenju. Potem je šel, ali pa šla v stopnjo sproščene napetosti, ne? In zdaj so pa rekli v stopnji 4, se pa človek vpraša, kateri so moji resnični talenti. Se pravi, obrat vase. Ko se vprašaš, kaj je moje poslanstvo, kateri so moji resnični talenti, kaj se v življenju res želim, kaj je to tisto, kar moje srce pravi, ne mediji ali kakorkoli, pa brez zamere, ne, tudi zdaj smo v mediju, v etru, ne, ampak kaj je tisto, kar moje srce pravi. No, to je pa zdaj tisti velik korak. In potem, če taka, zdaj me je zmrzil, tudi lahko povem, kaj to pomeni, če človeka zmrzi, ne, dejansko, ko se človek obrne vase, potem gre pa lahko naprej v stopnjo 5, to je pač tista najvišja razvojna stopnja, in dejansko upravljanje življenjskega poslanstva. Upravljanje naloge, zaradi katere se je človek rodil. Zdaj pa če povzameva. Se pravi, bila sva na stopnji 1, predpražnik, je prišel nekdo, ta ameriški način motivacije, you can do it. Ne? Vse lahko naredim, kar se izmislim, da greš v stopnjo 2, ampak roko na srce. A res lahko narediš vse, kar se odločiš? A se jaz res lahko odločim, pa sem zdaj najboljši kirurg, imam zelo veliko vztrajnost, zelo veliko voljo, ampak nimam šans teoretičnih, kaj šele praktičnih, da bi to bil. Se pravi, ti zmoraš vse, je super na tisti stopni razvoja, da iz predpražnika, iz žrtve se človek premakne in vzame svoje življenje v svoje roke.